kako se po določenih medijih zadnje čase govori o Mediani. Tako da tle je treba biti pozoren pri interpretaciji teh rezultatov. Verjetno nekje ta srednja pot najbolj realen pokazatelj, kaj res danes je. Pri manjših strankah moramo pa opozoriti, čisto strokovno statistično, mi je zelo žal, če malo zakompliciram, ampak imamo intervale zaupanja. To so ocene, ki so narejene na vzorcih, to so ocene, to ni dejansko stanje. In vsaka taka ocena ima glede na velikost vzorca nek interval zaupanja. In pri teh strankah, kjer jim namerijo 3,5%, imajo vse te stranke, pa jih že označijo, češ ne bi prišle čez rob, vse te stranke imajo zgornjo mejo intervala zaupanja čez 4. In tega ne vem, zakaj nihče ne uporablja, ker ravno to je tista ključna stvar zdaj, najbolj pomemben pokazatelj, a ima stranka možnosti ali ne. Še lahko pa bi rekel, da je pa tista zgornja meja dosti stran od 4%, pa lahko rečemo, da ta stranka mogoče pa res ne bo prišla not, čeprav, spet je treba opozoriti, katera od teh strank danes je tudi te vrste, da njihovih podpornikov v anketah ne zaznavajo. Jaz jih vidim ene par, recimo Vesna se mi zdi tak primer. To so možni pojavi. Ki je v anketah podcenjena. Teh podcenitev je bilo kar nekaj v preteklosti. Kaj pa vaju zdaj torej na polovici volilne kampanje, kaj pa so tiste stvari, ki vaju skrbijo? Jaz bi položil na srce, volite iskreno. Brez taktiziranja. Jaz zelo veliko govorim dostikrat o taktičnih volivcih oziroma taktičnem glasovanju, to je pač pojav, ki me zanima. No, če pojasnimo najprej to, kaj je to taktično glasovanje. Glasovanje je, ko se v finišu volilne kampanje, če sta dva pretendenta, v bistvu glasovi Več vrst. Okay. Več vrst je, imaš ali na vrhu gor, da se pač, gre za osnovi za neiskreno glasovanje. Skratka, ti ne voliš svoje prve izbire, ki bi jo iskreno volil, ampak nekoga drugega, ker kalkuliraš, kaj se bo zgodilo, bodi si s tvojim glasom, bodi si s končnim rezultatom. Pač želiš vplivati na rezultat. In jaz več čas poudarjam, to je popolnoma legitimna odločitev in nič manj kot kakršnokoli drugo glasovanje. Zgodi se, ker sta dva blizu na vrhu. In to naj bi se zdaj nam obetalo, ne? Moment, to, ker smo imeli 2,8 pa 2,11. Pa dogaja se na robu od spodaj. Tam je pa premislek, ali bo šel moj glas v nič, bom raje volil nekoga drugega, da moj glas ne bo šel v nič. No, tle jaz apeliram, sploh ker je letos takih strank res veliko, volite iskreno, zato ker ni res, da gre vaš glas v nič, če volite stranko, ki ne pride v parlament. Če ne volite, potem zagotovo ne bo prišla v parlament. Ste izgubili, to je lose-lose. Če pa jo boste volili, povečujete verjetnost, da bo prišla v parlament. Če pa slučajno ne bo, če ne bo dosti somišljenikov, pa ne bo šel cel glas vaš v nič, ampak da bo šlo kvečjemu v pol. Zato ker bo pridobil tudi tisti z vašega pola, z vašega bližnjega političnega področja, ki bo prišel noter, pa ki bi celo mogoče bil vaša druga izbira taktična, samo da ne boste glasovali direktno. Tako da to je moj najboljši nasvet, ki ga lahko dam. Volite iskreno, da ne bomo dobili spet parlamenta z preveč novimi obrazi, z preveč ljudmi, ki jih ne poznamo, ki nam potem čez par let povzročijo to, kar smo gledali zdaj zadnje 2 leti. Volite iskreno, kar je tudi sicer dober nasvet v življenju. Pa predvsem volite se. Pa pojte sploh voliti, če ne imeli pravice se pritoževati nekaj let.